živijo v novem vlogu. Danes sicer ni tako sončno, kot je bilo napovedano, ampak je pa zato ful toplo. Dejansko sva kar slabo spala, ker je bilo preveč toplo za tako debel koter, kakor ga trenutno imava. Gremo pa danes vse naprej, prvo do ene plaže, ki je bolj ozka in pa je zanimiva, potem pa do enega samostana, kjer bomo tudi prespali. Današnja pot kar opiše gostoto religioznih objektov v Grčiji. Zdaj smo spali pri enem samostanu, zdaj se bomo odpeljali 3 km do drugega samostana, odkoder bomo šli peš do tretjega samostana. Tako da tle res v Grčiji na vsakem koraku je nek samostan, neka cerkvica, ena kapeljica, po moje res en objekt na enega človeka grškega res. Samostan Katoliko je bil ustanovljen v 6. stoletju in velja za najstarejši samostan na Kreti. Ustanovil ga je sveti Janez, ki je živel v eni izmed okoliških jam. Naseljen je bil vse do 17. stoletja, ko so ga bili menihi zaradi stalnih piratskih napadov primorani zapustiti. Samostan je bil ponovno naseljen med drugo svetovno vojno, ko je nacistična Nemčija napadla Kreto. Lokalni prebivalci so se namreč zatekli v stare ruševine in okoliške jame. Smo nazaj v kemperju, pogledali smo si samo drugi samostan, zato ker je prvi zaprt, čeprav na vratih piše, da je odprt, ampak so bila vrata zaklenjena. Malo je bilo smotno to, da pot do drugega vodi čez dvorišče prvega, tako da smo mogli malo krog mimo ene ograje, ampak nam je ratalo. Tako da ja, je bil kar zanimiv sprehod do tja in tudi sam samostan. Je pa danes ful nenavadno vreme, čeprav je tako sivo in ful piha, je še vedno ful toplo, tako da je, da bi bili malo v nekih tropih ali neki. Res ful čudno, no. Res očitno neke tople zračne mase prihajajo. Danes je dan, ki se ga nisem preveč veselila, zato ker gremo pred, pa v trgovino na večji nakup moramo iti. Sicer fajn, da bomo spet obrali obleke in posteljnino in vse po 8 mesecih spet v pralnem stroju, če bo seveda pralnica odprta, upajmo. Ampak sem se tega opravila že kar malo odvadila in ko me čakala, da bomo.
Včeraj smo se pol vrnili kar na isto plažo, tukaj 5 km ven iz mesta, zato ker gremo danes pogledati mesto in nismo hoteli glih noter v centru spat. Tako da ja, smo imeli kar mirno noč, čeprav zvečer so pa, in že včeraj cel dan, no, so pa imeli tle Grki spet neke vojaške vaje in so leteli z vojaškimi letali in včeraj zvečer so tudi zvočen zid prebili, kar je bilo spet kar zanimiva izkušnja. V bistvu so midva sedela not v kemperju in se samo enkrat kemper toliko zatresel in vse je zatresel, da so najprej mislili, da se nama je en zabil v kemper, pol malo zatem je pa še ful počel, tako da so ugotovila, kaj je, ker so enkrat to že isto v Grčiji doživela na celinskem delu in takrat so zvedela, da so zvočne zidove prebijali, tako da so zdaj vedela, zakaj se gre. Ja, samega letala sploh nisva slišala. Je pa res čuden, no, ker cele dneve letajo naokrog in ful nizko, ful jih je orenk slišati. Tako da ne veva, kaj je s temi Grki res, da imajo toliko za trenirati ves čas. Danes nam je bilo mesto kar všeč, res je lepo, majhno, sploh stari del mesta je sestavljen iz različnih četrti in ena izmed četrti, to je Beneška četrt, ima res ful ozke ulice in ful lepe balkone stare, tako da tisti del nam je bil res všeč. Nažalost je bilo vreme slabo in ni bilo tako zelo sončno in še tudi kar je sonca, je zelo tako motno zrače, sklepava, da je spet saharski pesek prinesel, ker je tudi kemper ves usran in komaj kaj čez okna vidva, čeprav so je glih kar spolirala, je zdaj poln prahu in je spet isto. Tako da ja, nažalost je bilo malo slabo vreme in verjetno bi bilo mesto dosti lepše, če bi bilo lepo. Smo se pa potem parkirali tukaj na eno plažo, nekaj enih 30 km naprej in verjetno bomo jutri tukaj ostali, ker je kar lepa. Tako da ja, se vidimo v naslednjem vlogu.